Slovenski kulturnik, zbiratelj, citrar in pisatelj Marjan Marinšek je bil rojen v Kozjem. Leta 1968 se je preselil v Velenje, kjer je na področju kulture zapustil velike sledi. Prav tako pa se je rad vračal v rodno Kozje, ter tudi tukaj povezoval ljudi in kulturo, prispeval k ohranjanju kulturne dediščine, vodil čitalniške večere v krajevni knjižnici, pisal zgodbe o ljudeh in zabaval najmlajše. V Velenju se je najprej zaposlil v Gorenju, ker je postal prvi pravnik podjetja. Kmalu je zasedel tudi mesto tajnika na mestni občini. Kulturi se je povsem predal leta 1976, ko je postal direktor kulturnega centra Ivana Napotnika, kjer je v vseh enotah zavoda, v muzeju, galeriji, knjižnici in kulturnem domu povezoval kulturo Šaleške doline. V 30 letih dela v kulturi je organiziral številne dogodke, razstave in koncerte, na katere je vabil priznane umetnike in ustvarjalce. Vodil je tudi poletne kulturne prireditve. Otvoril je citrarski festival, dobrodelni bolero ter kot avtor in urednik sodeloval pri založniških projektih kulturnega centra in občine. Prijateljeval je s švedsko pisateljico Astrid Lindgren, ki jo je prvič srečal leta 1989 in napisal njeno biografijo. V Velenje je pripeljal lik Pike Nogavičke. V Velenju je ustanovil največji slovenski otroški festival, Pikin festival, kjer je sodeloval kot pobudnik, organizator ter kot kapitan Nogavička in na festivalu spremljal svojo Piko. Zbiral je knjige o Piki Nogavički, jih razstavljal in tudi prevajal. Navdušenje nad zbirateljstvom se je v Marjanu Marinšku prebudilo že v njegovi mladosti, ko je kot 11-letni deček prvič obiskal kino, ki mu je odprl svetu film. Takrat se je navdušil nad zbiranjem filmskih listov in fotografij svetovno znanih igralcev ter pevcev. Postal je strasten zbiratelj in svoje raznolike zbirke predstavljal na številnih razstavah. Zbral je tudi več kot 400 prvih tiskov in 59 originalov Gasparjevih razglednic. Leta 1986 je svojo zbirko razglednic prvič razstavil, temu pa je sledilo še 52 razstav po slovenskih knjižnicah in galerijah. Skupaj s pisateljem Ivanom Sivcem je o Gasparjevih razglednicah izdal tudi knjigo Slovenska pravljica Maksima Gasparija. Edini v Sloveniji in eden redkih na svetu se je domislil zbiranja prvih beril. Zanje se je navdušil, ker je menil, da so zanimiva za vsakogar, saj se je prav vsak srečal s svojim prvim berilom pri učenju branja in pisanja. Njegova obsežna zbirka prvih beril, ki jo danes hranijo v domoznanski zbirki knjižnice Velenje, šteje več kot 1000 izvodov. Ljuba moja prva čitanka, kako zelo sem te vzljubil, bila si moja prva knjiga v življenju. To so bile besede Marjana Marinška, ko je dobil v roke tole čisto prvo čitanko v prvem razredu ob vstopu v osnovno šolo. In to je bil tudi povod, da je Marjan Marinšek začel te prve čitanke, kot se je takrat prvemu berilu reklo, zbirati. Najprej ga je zanimalo, kakšno čitanko sta imela oče in mati, pa vsi njegovi 3 bratje, in tako se je potem nadaljevalo, da je začel zbirati čitanke oziroma kasneje prva berila iz vsega sveta. V knjižnici Velenje imamo kar lepo zbirko, ki je seveda zelo dragocena, teh prvih beril. Kar 1522 jih je v 164 jezikih iz 138 držav. Čitanka se je nekako, ta izraz se je uporabljal do leta 1958, kasneje pa se je začelo uporabljati izraz prvo berilo, ki se je uporabljalo potem nekje do konca 20. stoletja, ko so z uvedbo 9-letne osnovne šole in novo šolsko reformo se je ta prva berila nehala uporabljati in so takrat otroci dobili ob vstopu v šolo učbenike in pa delovne zvezke.
Mi smo tole zbirko v knjižnici Velenje odprli septembra 2018. leta in od takrat naprej smo jo ponudili tudi kot stalno zbirko, ki je na ogled tudi širši javnosti. Ko smo tole razstavo postavljali, smo si nekako zamislili, da bi jo postavili po kontinentih, ker je zbirka nek odraz vsakokratne vladavine, pa se nam je zdelo tudi zelo pomembno, da smo izpostavili prva berila, ki opišejo duh takratnega časa in imajo mogoče ne čisto na naslovnici, ampak takoj na prvi strani v knjigi pa vsakokratnega vladarja oziroma vodja takratne države. Izpostaviti smo želeli tudi nekaj knjig v Braillovi pisavi, ki so kot neka posebnost, in pa tudi seveda smo razstavili vsa prva berila staršev Marjana Marinška in pa njegovih 3 bratov. In pa posebna vrsta prvih beril so tako imenovani petelini abecedniki. Zanimivo se nam je zdelo, da so petelini upodobljeni na marsikateri naslovnici prvega berila, kajti takrat so veljali za nek simbol učenosti, natančnosti in točnosti, in teh beril je v zbirki prvih beril kar nekaj. Sicer pa je zbirka prvih beril dragocena tudi zato, ker gre za nek simbol nekega jezika, srčnosti kulture in vsakokratne, kot sem že prej omenila, vladavine, in je kot taka izjemno dragocena. Poleg prvih beril pa je Marinšek zbiral tudi starošolsko opremo, s katero je v šolah postavljal učilnico iz časov, ko je šola nastala, in v njej z otroki iz šole predstavljal, kako je pouk potekal nekoč, sam pa pri tem odigral strogega nadučitelja. Ob 200. obletnici šolstva v Kozjem je v stavbi, kjer je leta 1805 začela delovati prva šola, postavil muzejski šolski razred Šola moje mame. Marjan Marinšek je bil zbiratelj in se je za 200-letnico javnega šolstva v Kozjem leta 2005 odločil ustanoviti muzejsko zbirko oziroma muzej Šola moje mame, v kateri je predstavil stare berila iz leta 1842 naprej do leta 2000. Dal je tudi staro šolsko tablo, kateder, ter tudi šolske klopi in druge predmete iz svoje lastne zbirke šolstva. Muzej Šola moje mame je še vedno obiskana tako z učenci in tudi različne druga društva in tudi družine, ki si želijo ugledati, preden njihovi otroci stopijo v prvi razred, kako so njihova otroštva oziroma otroštva njihovih starih staršev potekala v šoli. V muzeju imamo tudi večkrat uprizoritev pouka, pride gospa učiteljica, ki je tudi lepo oblečena v svojo uniformo in skupaj z učenci oziroma obiskovalci uprizori, kako je včasih leta 1930 potekal pouk v šoli v Kozjem. Marjan Marinšek je tudi kupil in ohranil originalna vrata druge šole v Kozjem, ki je potekala 1882 do 1966 in katero je tudi on obiskoval. Marjana Marinška je od otroštva spremljala tudi glasba. Kot dijak se je naučil igrati na citre in kasneje ustanovil nekaj glasbenih skupin, ki so ohranjale igranje ljudske pesmi na to glasbilo. S triom Moj dom je gostoval po Evropi, Severni in Južni Ameriki ter Avstraliji. S šaleškimi predicami pa pripravljal dragocene koncerte ljudske glasbe po Sloveniji. Njegovo zbirko starih slovenskih citer krasijo bordunske, violinske, harfne in številne druge citre. Bil je med ustanovitelji Citrarskega društva Slovenije in njegov častni član. V Velenju je ustanovil Citrarski festival, na tamkajšnji univerzi za 3. življenjsko obdobje pa je citre tudi poučeval. V Kozje se je redno vračal ter tukaj dobrih 20 let skrbel za kulturna dogajanja in prepoznavnost rojstnega kraja, ki mu je prirasel k srcu. V knjižnici Kozje je od leta 2008 vodil čitalniške večere z znanimi Slovenci. Za otroke je pripravljal Zmajčkov aboma z lutkovnimi predstavami. Zbiral je fotografsko in dokumentarno gradivo s Kozjanskega,
in spodbujal pri obnovi kulturnih spomenikov ter ohranjanju kulturne dediščine. Sodeloval je pri dobrodelnih koncertih in razstavah, prirejal večere pod češnjo v Podsredi in organiziral proslave ob kulturnem dnevu v Velbani Gorci. Pisal je knjige, ki govorijo o življenju na Kozjanskem, kar mu je odprlo pot v Društvo slovenskih pisateljev. Pri svojem ustvarjanju v rodnem Kozjem je uresničeval številne ideje, pri tem obujal spomine na svoje starše in učitelje, ohranjal zgodovinski spomin ter identiteto kraja in ljudi, ki tukaj živijo. Za dragocen prispevek kulturi mu je Mestna občina Velenje leta 2003 poklonila občinsko priznanje grb občine, Občina Kozje pa mu je leta 2009 podelila naziv častnega občana.